Kultura odnosov. Dobro večer, drage poslušalke, spoštovani poslušalci in lepo pozdravljeni v oddaji Kultura odnosov. Tudi danes se bom v njej pogovarjal s psihologinjo in terapevtko, gospo Silvo Matos. Dober večer. Dober večer. Smo sicer sredi poletja, ampak tale vročina je pa res precej obremenjujoča in človek težko razmišlja o kakšnem delu. Misli begajo v senco, v hlad, nekam na lepše, nekam na oddih, zato bo oddih, počitek tudi najina osrednja rdeča nit. Za vsakega človeka je najbrž ta izstop iz delovne rutine nujen. Dopust ni samo kaprica, ampak je priložnost za obnovo tako telesa, za duševno in navsezadnje tudi za duhovno obnovo, ne? Ja, seveda, dopust je prav gotovo priložnost. Čeprav je tako, ne, da dopust sam po sebi enkrat na leto ni dovolj. Da je zelo pomembno, da se človek počasi v življenju zave, da je potreben počitka. Ve, da je njegov organizem, sploh narava človeka je takšna, da potrebuješ počitek. Saj konec koncev vsak dan gremo spat, ne? Torej spanje je en zelo pomemben del in hudo je, ko ljudje pripovedujejo, zdaj pa ne morem spati, ne? Kako je pomembno, ker je to del ravnotežja. Vendar to ni dovolj. Način življenja danes je takšen, da smo izredno angažirani, da je veliko preobremenjenosti, da je veliko tudi načina dela, ko te to vodi v neravnotežje, tudi v izgorelost. Včasih nismo slišali te besede, zdaj je to, ker večkrat ta zasvojenost z delom, ki ima seveda zelo različne razloge, zakaj se mi to zgodi, ampak vendarle to je prisotno v našem načinu življenja, to hitenje. Zato je ta sposobnost človeka, najprej, da se zave, da počitek je pomemben, izredno dobro, če se tega zaveš, seveda pa ni dovolj. Počitek naj bi bil tudi en del mojega načina, ker velikokrat vidimo, da ljudje imajo občutek, da sploh si ne morejo vzeti časa zase. Je pa ena zgodba, ko je nekdo svojemu prijatelju rekel, pa daj spoči se, a vidiš, kako popolnoma si preutrujen, to je preveč naporno za tebe, se boš lahko še zbolel, drugače ti bodo edinkrat na pokopališču rekli, počivaj v miru. Rajši, daj si vzemi čas, ne, vzemi si čas. Tudi nekdo je rekel tudi, da na pokopališču, če sem že to omenila, je kar veliko takih, ki so bili nenadomestljivi. Torej, tudi ena moja zgodba v življenju je, ko sem imela eno priložnost, kar zahtevna sprememba v mojem življenju, kjer sem vodila skupino strokovnjakov, novo področje, na novo vse, in smo veliko napora vložili v to, da se je to potem uvedlo, speljalo in se je začelo razvijati, in jaz sem se izredno angažirala. To so bili različni ljudje, tudi sami navdušeni za to, kar delamo, ampak pozabila sem na svoje ravnotežje. Na to začela sem čutiti, da me odnaša, in resnično sem zbolela, tako da sem morala oditi, in kakšen porazen občutek, zdaj bo šlo to vse navzdol in brez mene to ne bo šlo, in v resnici se je izkazalo, malo sem že oddaleč kaj spodbujala, ampak ko sem po slabih 2 mesecih se vrnila nazaj, so lepo speljali. Ti moji krasni sodelavci so se angažirali, so speljali, in jaz sem ob prvi misli,
a tako se me ne rabijo. Je prišla ta misel, krasni so, Ja. angažirali so se, speljali so in smo bili še bolj povezani. So me pa bili veseli, ko sem prišla nazaj. Ampak to mi je bila šola. Ni res, da brez tebe ne gre. To zavedanje, da se jaz soočam, najdem en način, da se soočam s to svojo preobčutljivostjo v določenih situacijah, ki me vodi potem v neravnotežje, da se ne znam odmakniti od te angažiranosti, ta utesnjenost s tem delom in počasi ne vem več, kaj je srž, bistvo stvari v mojem življenju. A ne? In je potrebno najti ta odnos tudi v sebi, to filozofijo, da je počitek potreben. Potreben je dnevni počitek, potreben je tedenski počitek, mesečni in seveda ta krasen čas, ko si ljudje potem se veselijo, da je pa dopust, zdaj bomo pa to vse poravnali. Zdaj bomo pa vse to rešili. A ne? No, ob tem sem se spomnil še na eno svojo zgodbico, ki mi je tudi dala vedeti, še zdaj imam pred očmi pravzaprav ta prizor, ko sem nekoč pač bil tudi hospitaliziran in ko sva se z doktorjem pogovarjala, kako in kaj, sem rekel, imam pa potem še zvečer en koncert, jaz bi samo še tja skočil, pa potem prišel nazaj, potem bova pa midva nadaljevala in se spomnim prav tistega njegovega nasmeha, takšnega blagega, milega, pa vendar trdega. Ja, odločnega. Ne, nikamor ne boste hodili, zdaj je za vas tukaj le čas, nikjer drugje. In to mi je takrat res prizemljilo, ne? Češ, človek res ni nenadomestljiv. Enostavno stvari lahko tudi odpadejo ali karkoli, pač če je življenje takšno. Na to moramo biti pozorni. Ne? In to je neka posebna veščina, to je posebna tudi modrost. Takrat je prekrasno, da ti pride na pot nekdo, ki te na tak način opozori. Mehko do človeka, ampak trdo do problema. Odločno, jasno. A ne? In seveda, mnogokrat pa ni takega človeka v pravem trenutku, ampak recimo, da je to upanje tudi pri tistih, kjer so ljudje povezani med seboj, kjer se imajo radi in potem je lahko neka beseda, počasi se sliši in se človek zave, a ne, da moram